Odgovori na mestu. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v oddaji Odgovori na mestu. Danes bomo govorili o ribolovu oziroma ribištvu. Ribištvo in športni ribolov v svetu že dalj časa velja za izredno priljubljeno dejavnost, pri nas pa se v zadnjih 10 letih vse bolj poudarja pomen lokalne ribe in ohranjanja vodnih virov, hkrati pa narašča število tistih, ki se v Posavju ukvarjajo z ribolovom. To niti ne preseneča, saj je Posavje izjemno vodnata dežela, kjer reki Sava in Krka, številni pritoki, potoki ter ribniki omogočajo bogat ulov in obilo ribiških užitkov. Zato smo na Radiu Brežice EU danes povabili direktorja Centra za promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma Rakun, gospoda Staneta Omerzuja, da nam bolj natančno opiše situacijo ribištva v Posavju. Lepo pozdravljen, gospod Stane Omerzu. Lep pozdrav vam in poslušalcem Radia Brežice. Zadnji teden je bilo na Savi pri Brežicah precej živahno. Rakun, v bistvu Center za promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma, je gostil veliko mednarodno skupino ribiških ekspertov in testnih ribičev. Stane, kaj se pravzaprav dogaja? Odkot in zakaj toliko pomembnih in znanih ribičev ravno pri nas? In ne vem, če vas naši poslušalci poznajo, kdo ste pravzaprav in kaj počnete v Posavju. Sem ribič. Rdeča nit mojega življenja so ribe in voda. Študiral sem zootehniko na biotehniški fakulteti, ker me je zanimalo predvsem življenje v vodi in akvakultura. Ukvarjam se z raziskovanjem in zbiranjem ter posredovanjem znanja. Potoval sem po svetu, od Španije do Mongolije in preučeval načine upravljanja z vodami in ribiškimi okoliši. Danes predavam o akvakulturi in ribiškem turizmu doma in v tujini. Trdno sem prepričan, da vse naše težave izvirajo iz neznanja in da je znanje ključ do uspeha. Jesen svojega življenja sem se odločil preživeti na družinskem posestvu v Dolenji vasi, ki sem ga podedoval od svojega očeta. Zaželel sem si miru in se pred poldrugim letom iz Ljubljane preselil v rodno Posavje. Sem prenesel tudi sedež podjetja in svojo ribiško knjižnico, ki velja za največjo v Sloveniji. Ljudje se tukaj ne zavedajo, kakšna lepota in bogatstvo jih obdajata. Sava in Krka sta polna rib, gozdovi nudijo neizmerne gobarske užitke, divjad srečaš na vsakem koraku, ptiča vidiš kamorkoli pogledaš, pa gradovi, vinogradi in ta nebeška vina, prijazni ljudje. Rajska dežela, skratka. Vendar pa sem hitro dojel, češ, kaj mi bo mir, če pa sem za nemir ustvarjen. Rad delam in to, kar delam, delam s srcem. Odločil sem se, da nekaj naredim za svoj kraj, za svoje ljudi. Ta trenutek snemamo film Lov soma na Savi pri Brežicah. To je sicer še delovni naslov. Zelo zanimiv naslov in zelo lepo ste to povedali. Pa se da v bistvu od tega živeti, od ribolova? A ni športni ribolov samo hobi oziroma rekreacija? Ribolov je najbolj množična rekreacija na svetu. Samo v Evropi je registriranih 40 milijonov športnih ribičev. V tej isti Evropi se v športnem ribolovu obrne 23 milijard evrov na leto. Slovencev nas je samo 2 milijona in imamo najlepše reke na svetu, ki jih krasi neverjetna raznolikost in biotska pestrost. Čez 80 vrst sladkovodnih rib živi pri nas. V svetu je torej športni ribolov velik posel, pri nas pa še spimo. Na srečo sem našel dobre sogovornike, ki so mi znali prisluhniti in zdaj snujemo temelje razvoja ribiškega turizma v Posavju. To so direktor HES Bogdan Barbič, brežiški župan Ivan Molan in naš minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Pa predlagam, da kar prisluhnemo izjavi našega ministra za okolje in prostor, gospoda Andreja Vizjaka. Slovenija je dežela voda. Ponosni smo, da jih imamo, da smo tudi ohranili slovenske vodotoke razmeroma nedotaknjene, čiste in zato prav nudijo in vabijo turiste, pa tudi ribiče, da uživajo v teh lepotah. Še posebej z vodami je bogato Posavje, občina Brežice, občina Krško, občina Sevnica, kjer so na Savi tudi zrasle hidroelektrarne kot večnamenski projekti in nudijo fantastične možnosti za ribolov. Sledi izjava direktorja hidroelektrarn na spodnji Savi, gospoda Bogdana Barbiča. Hidroelektrarne na spodnji Savi so večnamenski projekt, ki združuje proizvodnjo električne energije, protipoplavno zaščito, ohranjanje podtalnice in plovnost. Zdaj pa prisluhnimo še izjavi brežiškega župana, gospoda Ivana Molana. Izgradnja hidroelektrarn v občini Brežice prenaša neke nove vsebine, predvsem smo pridobili veliko jezero, na kateri je možno izvajati
različne športne aktivnosti in pa ribolovne aktivnosti. Zato vabim vse, ki zanimajo te vsebine, da pridejo v Brežice, da preizkusijo to in seveda, da se z nami poveselijo. Velika zahvala gre tudi Ivanu Urbanču in Zdenki Mirtek iz Gadove peči, saj smo se vse pogovarjali na njuno pobudo in ob njunem cvičku. Izjemna človeka z izjemno pozitivno energijo in občutkom za človeka. Zelo sta se izkazala tudi pri sprejemu tokratnih ribiških gostov. Torej, kot mednarodni priznani ekspert za ribiški turizem, menite, da Posavje ima potencial za razvoj ribiškega turizma? Kaj imamo in kaj nam pravzaprav manjka? Z izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi se je Sava močno spremenila. Voda je naravni vir in vir življenja. Korenito je spremenjen značaj Save, vodo pa sedaj počasi naseljujejo druge vrste rib. Som in smuč sta dobila naravnost idealne pogoje za bivanje, zraven njiju pa še krab in številne druge sladkovodne ribe. Vode je več in s tem veliko več možnosti za razvoj ribiškega turizma. V Savi smo po zajezitvah priča ekspanziji soma. Som je največja evropska sladkovodna riba, ki predstavlja velik izziv športnim ribičem. Že leta vodim športne ribiče v Španijo na reko Ebro, v Italijo na reko Pad in njen pritok Minčo, v Romunijo na jezero Sarorešti in delto Donave, v Srbijo na Donavo, v Golubac in Kladovo. Se pravi, Posavje je lahko nova ribiška meka za športne ribiče, tako lovce na somo in smuča, kakor tudi za sodobne kraparje in beličarje. Zato pa potrebujemo ribiške vodnike, ki bodo usposobljeni in pripravljeni pričakati ribiške goste. V Centru za promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma pripravljamo program za šolanje ribiških vodnikov. Nujno je potrebno narediti priveze za čolne in čolnarne na jezeru. Nujno je tudi dvigniti populacijo rib v jezeru. Govorim o gnezdi za smuča in tudi ta projekt smo že začeli. Ko govorim o Brežicah, mislim na celo Posavje. V Posavju je namreč prostora za 10 ribiških vasi. O ribiških vaseh bomo še govorili, kajti to je tema za celo oddajo. Ob jezeru pogrešam drevje in senco za ribiče, ki lovijo z obale. Senca bo prijala tudi sprehajalcem in kolesarjem. Torej, poskrbeti moramo za ustrezno promocijo, ki jo bodo opazili športni ribiči po vsem svetu. Usposobiti moramo ribiške vodnike in pomagati najokusnejši ribi sladkih voda smuču do boljših pogojev za drst. To so prvi 3 koraki, ki bodo omogočili Posavje vrisati na svetovni zemljevid najbolj zaželenih športno-ribiških destinacij. Jezero ima vse pogoje za izvedbo svetovnega prvenstva v lovu rib s plovcem, ki nam ga obljublja starosta tekmovalnega športa in predsednik ribiške družine Peter Dimitrovski. Na jezeru je moč soma loviti z bučko. To metodo danes obvlada le nekaj slovenskih ribičev, zlahka pa bomo na jezeru organizirali mednarodno tekmovanje v lovu soma z bučko, tako kot to zelo uspešno delajo v Srbiji, Hrvaški, Madžarski in Romuniji. Pa imamo dovolj rib in vode v bistvu za množičen ribiški turizem? Slovenija se predstavlja kot turistična dežela. V zadnjem času govorimo o 5-zvezdičnem turizmu. Slovenija vsa, zaradi svoje majhnosti, ni primerna za množični turizem. Svojo lepoto privlači najzahtevnejše goste, le-ti pa za svoj denar pričakujejo vrhunsko storitev. Znanje je ključ do uspeha, znanja o ribiškem turizmu pa v šolah in na fakultetah ni. Zato so potrebna posebna znanja in zato je potrebna šola za ribiške vodnike, ki jo pripravljamo. Samo najboljše bo komaj dovolj dobro za goste, ki si jih želimo in od katerih si lahko kaj obetamo. Moja definicija razvitega ribiškega turizma se glasi: tam, kjer je razvit ribiški turizem, so vode čiste, polne zdravih rib, ljudje pa so srečni, bogati in gostoljubni, ter vedno in za vsako ceno pripravljeni ščititi naravno okolje, v katerem in od katerega živijo. Tam, kjer si za cilj postavijo razvit ribiški turizem, kaj hitro izgine krivolov, kriminal, onesnaževanje in še marsikaj negativnega. Slovenija ima idealno geografsko lego in neverjetno raznoliko naravo na zelo majhnem prostoru. Smo varna država z dobro prometno infrastrukturo. Znamo se organizirati in izpeljati tudi najzahtevnejše projekte. Naj mi nekdo odgovori, zakaj ribiški turizem še ni zaživel. Kako pa je z ribiško kulinariko? Ribiška kulinarika je ena od vrhov ribiške kulture. Pravi ribič mora znati ribo tudi pripraviti, še zlasti pa ribiški vodnik. Ribe so zdrave, okusne in enostavne za pripravo. Ribe in vino naredijo življenje fino. Koliko pa pravzaprav stane ribičija? Je to precej drag šport, ne? Oziroma menimo tisti, ki se na to ne spoznamo. Se pravi, v Brežicah ribiška dnevna dovolilnica stane 15 do 20 evrov, kar je relativno nizka cena. Drugače pa dnevnica za ribiškega vodnika se v svetu giblje med 100 in 200 evri.
Mar ni lepše ribe loviti, kot pa hoditi v službo. Ja se strinjam. V Posavju bi bilo dela za vsaj 100 ribiških vodnikov. Gostinstvo bi zaživelo, vinarji bi lažje in bolje prodajali svoje vino. Našim razmeram primerna ribiška vas naj bi imela 60 ležišč. In če bi spanje stalo samo 10 evrov, bi to ob polnih posteljah v Posavju pripeljalo 2 milijona 190 tisoč evrov na leto. Kje so pa še ribiške dovoljenice, izposoje čolnov, hrana, pijača, spominki, ribiški vodniki, prodaja ribiškega pribora. Ribolov je v svetu res velik posel in prav je, da si tudi mi odrežemo svoj kos te fine pogače. Sam sledim načelu, kdor hoče, najde način, kdor noče, išče izgovore. In izogibam se ljudi, ki iščejo izgovore. In prav imate, lahko dodam. Ja, slišati je zelo obetavno, se pravi, res ima Brežice oziroma Posavje velik potencial za ribolov. Poleg vaših projektov stalnih se pa ukvarjate tudi s snemanjem filmov. Posneli ste filma Akvakultura v Posavju in Jesen v Gadovi peči. Nam lahko poveste kaj več o teh dveh filmih? Ja, tu sta zadnja dva. Akvakultura je najmlajša in najhitreje rastoča kmetijska panoga. Ko pa govorimo o akvakulturi, se v Posavju lahko z marsičem pohvalimo. V Posavju namreč vzredimo največ postrvi v Sloveniji, posavski ribogojci poskušajo tudi z vzrejo toplovodnih rib, uspešno vzrejajo sulce do konzumne velikosti, narejeni pa so tudi prvi koraki pri predelavi sladkovodnih rib. Naši ribogojci ribe očistijo, filetirajo, vroče in hladno dimijo, izdelujejo namaze in marinade. V Brestanici so menihi trepisti prvi v Sloveniji gojili krape. Podosti iz Save pa je lokalno prebivalstvo reklo kar pečenka. Ta pečenka je do onesnaženja pomembno vplivala na prehranjenost sicer revnega prebivalstva. V Brežicah je rojen dr. August Munda, avtor prve knjige o ribah v slovenskem jeziku, ki je izšla davnega leta 1926. V Posavskem muzeju v Brežicah imamo tudi ribiški oddelek. Zraki in zelenikami iz Krke so nekoč oskrbovali večja mesta po Evropi. Zdaj je Sava spet čista in z novimi akumulacijami nuditi možnosti za nove tehnologije akvakulture. Pri nas se je prvi ribogojec odločil za ekološko vzrejo postrvi. Naši ribogojci so prvi v Sloveniji osvojili vzrejo afriškega soma in tilapije, dveh najpomembnejših rib v svetovni sladkovodni akvakulturi. Pogumno se lotevajo tudi vzreje jeseterskih vrst. Posavec je prevedel v slovenski jezik Biblijo športnega ribolova popolnega ribiča Izaka Waltona, druge najbolj prodajane knjige na svetu. Prvi ribomati so potrošnikom na voljo prav v Posavju. Lastnik največjega školjkarskega podjetja v Sloveniji je Posavec in avtor prvega slovenskega ribiškega vodnika je prav tako Posavec, rojen v Brežicah. Naše vode so vse bolj priljubljena destinacija med športnimi ribiči, tako domačimi kot tujimi. Z izgradnjo akumulacij na Savi so se možnosti za športni ribolov in ribiški turizem še povečale. Ulov športnih ribičev ni zanemarljiv. V akvakulturi pa vzrejamo tudi ribe za poribljavanje in repopulacijo ogroženih avtohtonih vrst. V slovenskih vodah živi več kot 80 različnih vrst rib, nekaj vrst rakov, žab in tudi želv. Naša edina avtohtona vrsta želve, močvirska sklednica, se v Posavju odlično počuti. Se pravi, vsa ta zgodovina ribištva in nasplošno akvakultura v Posavju je opisana v tem filmu z naslovom Akvakultura. Akvakultura v Posavju, ja. In kje lahko poslušalci vidimo ta film? Na YouTubeu? Naročnik filma je bila Razvojna agencija Posavje in pri njih ga dobite na njihovi spletni strani oziroma tudi na YouTubeu. Krasno. In pa še en film sva v začetku že omenila, Jesen v Gadovi peči. O čem pa ta film govori? Naslov pove, Jesen v Gadovi peči. Ko se rojeva vino, predvidevam. Ja, v Gadovi peči se odlično počutim in z njimi je bilo veliko veselje delati. Za film Jesen v Gadovi peči pa gredo vse zasluge vinogradniškemu društvu Gadova peč in pa njihovi predsednici. Krasno, se pravi, tudi z vinarji uspešno sodelujete, ne? Ja, kot sem rekel, ribe in vino naredijo življenje fino. Ja, krasno. Pa če se zdaj dotakneva novega filma, kdaj ga bomo lahko videli in kdo so v bistvu vaši sodelavci? Film snemam z Darjanom Kavčičem, izjemnim mladim filmskim ustvarjalcem iz Ljutomera, zmagovalcem lanskega Grossmanovega filmskega festivala. Veliko pomoč sta nama bili tudi prizadevni filmski ustvarjalki, akademska slikarka Aleksandra Fekonja ter magistra anglistike in slovenistike Sara Žibrat. K sodelovanju sem povabil najvplivnejše ribiče in mnenjske vodje z celega Balkana.
Z nami je bil Goran Vukosavljević Vuko, uplenitelj uradno največjega sulca na svetu in proizvajalec najboljših vab za lov predatorjev Hannibal, vražji odvetnik Vladimir Horovic Vava, Dragan Kujačić, Milan Knežević Smrki. Vse te ribiče poznamo z televizije. Pridružila sta nam se tudi Ivica Pezelj Zmaj in Jasmin Čutić, proizvajalca najluksuznejših ribiških čolnov Dragon Boat in izjemna ribiča. Domači ribiči so dobili priložnost voditi goste, kakršne si na naših vodah želimo. Med njimi so se najbolj izkazali Domen Štefanič, Saša Femec in Zvone Hotko. Med gostinskimi ponudniki pa sta najbolj navdušila Ivan Urbanč in Zdenka Mirtek iz Gadove peči. 2/3 snemanja so za nami. Film bi radi zaključili konec septembra letos in ga zavrteli na svetovnem kanalu Lov in ribolov. Tako bomo Brežiško jezero in Posavje vrisali na svetovni zemljevid najatraktivnejših športno-ribolovnih destinacij v Evropi. Res nas čaka še veliko dela, vendar bo to zdaj lažje, ker so nam pomoč obljubili najvplivnejši ljudje iz regije. Brez podpore HES-a, občine Brežice in Ministrstva za okolje in prostor bi ta projekt zelo težko izpeljali. Hvala vsem sodelujočim in hvala tudi vam za to priložnost. Gospod Stane Omerzo, zelo lepo ste povedal in v bistvu bi se rada tudi jaz vam zahvalila v imenu poslušalcev in Radia Brežice EU, da ste nam opisal še eno zelo pomembno področje za Brežičane, za celotno Posavje. Hvala za obisk v našem studiu in z veseljem bomo seveda sledili in z novimi projekti na področju ribištva seznanjali naše poslušalce tudi naprej. Uspešno vam želim pri vašem delu in hvala še enkrat. Ribičem brežiškim in njihovim gostom pa dober prijem. Odgovori na mestu.